postopek, gre za, v bistvu za tretji postopek, lahko rečemo tretje nadaljevanje. V prvem se po Branku Masleši ni prijavil nihče, v drugem se je prijavil, zanimivo, gospod Rudi Štrovs, ki ga je celo na obči seji so ga svoji kolegi na Vrhovnem sodišču potrdili, pa ga ni potrdil sodni svet. Zelo zanimivo, gospod Rudi Štrovs je bil zelo kritičen takrat tudi v zadevi Patria, v zadevi pred leti zoper gospoda Branka Masleše, ko je kandidiral za vrhovnega sodnika, je jasno povedal, tako tudi ustavni sodnik Jan Zobec, da gre za človeka, ki je karakterno neprimeren, človek, ki je nasprotoval slovenski osamosvojitvi in človek, ki se je nekoč smejal in omalovaževal človeka, ki so ga ubili varnostni organi na področju bivše države, to je bilo okrog leta 1983. Zaradi tega, po našem mnenju tudi, ima gospod Masleša močen vpliv tudi na sodni svet in zaradi tega tudi gospod Štrovs bil z tega stališča odvrnjen, torej ni bil predlagan, ampak je bil zavrnjen na sodnem svetu. Zaradi tega so šli v tretjo kandidaturo in v tretji kandidaturi, kot veste, je bil samo en kandidat, ker ostali so čutili, da sploh nimajo nobene podpore pri trenutni koaliciji in zaradi tega je danes predlagal pred nekaj dnevi minister za pravosodje, gospod Klemenčič, ravno gospoda magistra Florjančiča. Ali je to neka zasluga za neke dejavnosti, ki jih je nekoč naredil, lahko samo ugibamo. Za nas, gospod Florjančič se do zdaj ni izkazal, ni tako strokovno kompetentna oseba, da bi lahko vodo in ne vidimo torej neke modernizacije ali pa na Vrhovnem sodišču, torej v smeri nekih reform, ampak nadaljevanje neke kontinuitete. Neke kontinuitete, predvsem v smislu tudi zgrešene pravne filozofije, zgrešene pravne misli, nadaljevanje neke kolektivistične miselnosti, ki že leta in leta vlada v slovenskem pravosodnem sistemu in kjer vsak sodnik je avtonomen, ki poskuša biti samostojen in neodvisen, nekako po negativni kadrovski selekciji nekako odpade in nikoli ne pride na vrh tega sodnega sistema. To je žalostno in nikoli politika v bistvu do zdaj, v zadnjih letih, ni vplivala na sodni sistem. V bistvu smo bili, lahko rečemo, pustili smo to avtonomnost. Kot veste, v tem mandatu smo že dva sodnika, v bistvu dva kandidata za sodnike izločili iz sistema, torej na mandatno-volilni komisiji nista bila izvoljena. Za oba se je dokazalo, ena je bila kandidatka, ker je bila pravnica torej tudi v družbi, ki je takrat sklepala pogodbe z Alstomom glede projekta T6, in drugi je tudi bil kandidat za višjo mesto sodnika, ki je močno kršil človekove pravice in ni zaznal in bil močno tudi, lahko rečemo, z strani sedanjega sodnika na ESČP, torej, ki je branil Kanglerja v eni zadevi, v bistvu ga lahko rečemo dobesedno v pravnem smislu ga je uničil v tem smislu, da je dokazal, da človekove pravice so tudi za njega, lahko rečemo, španska vas. Sedaj imamo tretjega kandidata, po mnenju Slovenske demokratske stranke, tudi ta ne sme in ne more uživati podpore za vrhovnega sodnika, pa predvsem pa ne samo sodnika, ki jih kar že je, ampak predvsem za predsednika vrhovnega sodišča. Nekdo, ki je v primeru, kateri bo šolski primer za mlade pravnike nekoč na fakultetah, kjer bo lahko se učili iz primere, kako se to v bistvu ne dela, kako se kršijo človekove pravice v postopkih obdolženega in kjer se je v tem primeru gospod Janša tudi pritožil za to, da zadeva pride do končnega epiloga, torej da se tudi vsebinsko obravnava. Ta isti kandidat na koncu sodeloval je tudi v senatu, ki je na koncu zavrgla in v bistvu zastarala zadevo. Toliko z moje strani, naše strani Slovenske demokratske stranke. Hvala.